Ciril, kjer poročen avto si imel? Jau, a veš, vse je kakšne vloge malo lažji začeti kot druge. Danes tega bom začel pa z največjo lahkoto na celem svetu. A veš zakaj? 2 dni nazaj sem se poročil in takoj zatem, ko se je to razvedlo, me je ogromno ljudi vprašalo eno vprašanje. Kjer poročen avto si imel? In jaz si nisem v življenju mislil, da bom odgovoril takole. Ali pa ne, najprej takole, lej, vedno, ko sem v preteklosti razmišljal o tem, če se bom kdaj poročil, sem si mislil, stari, če se bom pa jaz poročil, si bom zrihtal pa en tak hud avto. In sem si tudi ga, sam je čist drugačen od vseh mojih pričakovanj. Moj poročen avto sploh ni bil poročen avto, ampak je bil kombi! Atmosferski kombi, ne? Tega nisem planiral. Se veš, kjer je to, ne? Atmosferski MAN TGE. Vidiš MAN TGE. No, ali pa TGE. Kakor hočeš. Ne, s Tino se nisva odpeljala na honeymoon z njim, ampak boj, koliko je ta model meni pomagal. A veš, zakaj sem imel kombi? Jaz sem prepričan, da bi lahko teh 18 kubikov boljš izkoristil sam še, če bi vodo noter nalil. A veš, s Tino sva zrihtala, polepšala, oplemenitla malo okolico, zdaj pa jaz danes to vse skupaj nazaj pelem. Koliko je pa poln, sprašuješ? Pa mimogrede, ne, ker pol enkrat kombi toliko napolniš, hitro še ena stvar postane jasna. A veš, kaj je prazen, se misliš, matere poskočim, pa se ne bi rabo toliko. Pa ga pa nafilaš kafilano papriko, pa pa rečeš, aha, ja. 2.0, 130 kW, to je glih prav, če imaš kombi poln. Pa še ena stvar, v današnjem vlogu se bojo pojavili vsi 3 atmosferski avtomobili. To se pravi, več kot očitno moj poročen kombi, MAN TGE, pa še Toyota RAV4, pa Hyundai i30N. Fastback N, razlika, ridka ali pa brez ridke. A ja pa še nekaj, eno priznanje imam. Veš, tako da če me človek vprašal, imate 3 atmosferske avte, kateri pa tvoj najljubši? Bi me po moje hitro zamikali, da bi rekel, ja kjer? Ja i30 Fastback N, valjda, ki je ful športen. Ali pa RAV4, v katerem čist resno razmišljam, da bi počasi s Tino menjala avto, pa mi je fejsto všeč. Ampak s TGE-jem so se v zadnjih 12-14 dnevih tako zbondala, da nisem ziher, če ni prav TGE moj najljubši atmosferski avto. Tudi zato, ker ga bom za zmeri povezoval z enim takim lepim dogodkom, z mojo lastno poroko. Zdaj ti pa povem današnji plan. Jaz sem vso to robo noter, moram najprej en hladilnik od La Popsi, to veš, to so one lučke, ta kulski. Še ene z alkoholom smo imeli, najprej tak njihov hladilnik pelem v kran, potem vso to robo razložimo ven. Jure je šel pa danes z avtodomom na dopust in je i30 Fastback N pustil v Novo mesto in s to moral z bratom atmosfercem Sašo s Toyota RAV4 v Novo mesto, kjer jaz prevzamem Hyundai ali pa Toyota. Wow, yeah, I love you more than I can say. Ej, Ciril, si kdaj pri kakšnem pevskem zboru pel? Si na glavo padel. I don't know how to sing! Imam pa posluh. Samo moj glas je pa zelo omejen. Znotraj določenih teh neki, ki ne vem, ko se jim reče, sem super. Ostalo pa počasih pa seto pojem, ker mi to ful bolj paše. Ker je lahko višji. Par stvari sem vmes pozabil posnet, ampak da skrajšam s Sašo sva se ravno kar... Evo ga, vidiš ga? Z atmosferskim RAV4 pripeljala v Novo mesto, kjer bom prevzel Hyundai, pa pičiva nazaj v Ljubljano. Pa jaz prevzamem en drug avto. Ja, tudi kar zanimivo, boš videl. Jaz pa nam toliko tih. Že nekaj časa ga vozimo. Naveličati tega se pa ne moreš. A ja pa Jure, pustil si mi poln tank goriva. Nice touch. Evo, i30 parkiral tukaj v Ljubljani za Bežigradom, pri AMZS-ju, tukaj zadnji je pa že moj naslednji testni avto. Točno tale je. A veš, kjer je to? Jeep Renegade. In to je to, kar se današnjega vloga tiče, drugače pa, ker zdajle vidim, da sem čist po nesreč ujel tablo AMZS tukaj v kader, a član si že, pa če še ne, zakaj ne? To je to. Adijo.